večer. Me veseli, da se ponovno vidimo in so taki zanimivi trenutki to po svoje, ne. Za nas tudi in za vas. Danes smo se, ta serija predavanj obsega Aleksandra Velikega, njegovo življenje predvsem, pa kar se pred njim dogajalo, pa nekaj za njim. Danes imamo Filipa II., sicer njegovega očeta, pa recimo začnimo z dvema anekdotama, ki sta po svoje zelo zanimivi in karakterizirata značaj Filipa II. Atenci so rekli, da je on človek, ki vedno pride z oslom natovorjenim zlatom. Tako zelo podcenjujoče, a ne? Ampak posredno so pa mislili o tem, da politiko vodi z denarjem in s podkupninami. Ampak ta podcenjujoč odnos do njega, ne, se je hitro razblinil, ker je Filip II. Leta 357 pred Kristusom zasedel Amfipolis, ki je bil pa takrat pod protektoratom Atencev. To mesto je zelo pomembno, zaradi tega, ker ima zlate in srebrne rudnike. Danes ni prav veliko videti tam, ampak če pa gledaš to zgodovino pred Kristusom, zlasti to grško, makedonsko, je bil pa to center, kjer je bila največja kovnica denarja za ta prostor, makedonski in grški. Tako da se tak podcenjujoč odnos recimo do vladarja da odnese najboljši. Potem z vidika vojaške sile je bila pa izjemna pogruntavščina Filipa II., ker je svojo vojsko oborožil 6-metrskimi dolgimi sulicami. Rekel se jim sarise in Grki, cela Grčija se je posmehvala in je rekla, ja, kaj te Makedonci so videti kot živ ograjen zid. Ampak to je bila velika tehnološka revolucija v tistem času in ne konjeniki, ne pešadija, take armade, recimo predstavljajte, da pride 10,000 takih bojevnikov s 6-metrskimi sulicami in praktično jih ne moreš ne uničiti, ne uideti. Tako da je ta Filip II. Je bil zelo tako inventiven, ne, in je reševal stvari in z denarjem seveda in tudi z tehnologijo. In to mu je prineslo potem vse te uspehe, ki jih je doživel in potem za njemu seveda je potem še sledil temu Aleksander Veliki. Tako da bolj podroben, no, to je bila taka drobtinica, ampak bolj globalno pa naš profesor Miloš Klever-Vahorčič. Izvoli. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Torej, dober večer še z moje strani. Spet sem vesel, da se bomo družili v naslednjih tednih tja do sredine meseca novembra. Torej, naslov tega cikla predavanj sem zapisal Aleksander Veliki in njegov čas. Glejte, de facto je Aleksander Veliki, a ga imamo radi, ali ga nimamo radi, je čisto vseeno ena najpomembnejših zgodovinskih osebnosti. Tukajle vidite njegovo glavo in portret Aleksandra Velikega je ena od tistih, recimo, umetnostnih zapuščin, ki je seveda sama po sebi zelo pomembna. Poglejte, kako zelo pomemben je Aleksander, je pravzaprav neizmerljivo. Pravzaprav ni enote, s katero bi lahko ta vpliv merili. Aleksander je bil že za življenja razglašen za
Velikega. Mega Aleksandros so mu pravili Grki, ne, ali pa v grškem jeziku, ne samo Grki. In poglejte, ko smo pri portretu tega kot zgleda večno mladega vladarja, vsi vemo, da je umrl nekaj čez 30 let star. Do smrti se je bril. To je bilo za tisti čas revolucionarno. Namreč večina mladine, približno tako kot danes, najrajši že pri 10 letih brado imela, da je čim bolj moško. Aleksander ne. Aleksander ni rabil te dekoracije. Tudi njegov oče se je sorazmerno pozno pustil brado. In v antiki in tudi kasneje je Aleksander bil nek vzor. Vzor, ki si ga mi sploh težko predstavljamo, kako zelo pomemben. Poglejte, samo par takih zanimivosti. Najprej njegova podoba. Treba je povedati, da so skoraj vsi kipi Aleksandra Velikega identični. Ali so celi, ali je samo glava, imamo glavo vedno tako malo zasukano v vratu. Te, bomo rekli, divje kodre, ko bi mu malo veter pihal skozi lase, gladek obraz. Vsi kipi so si podobni, očitno narejeni po enem vzoru. V zgodovini antike, torej bomo dali skupaj antično Grčijo in pa Rim, če preštejemo vladarske upodobitve, je Aleksander na 3. mestu in na 1. mestu med Grki. Samo rimska cesarja Avgust, Oktavijan in pa na 1. mestu Hadrian sta ga prekusila. Vsi ostali velikani antike, vključno recimo z Julijem Cezarjem, ki je seveda imel Aleksandra za svoj vzor, so zadaj. Torej ogromno upodobitev. In tudi, a veste, v kasnejših obdobjih mi nimamo pravzaprav nikjer v tem širšem prostoru, torej v vsem prostoru, kjer je Aleksander bil, nimamo nobene kulture, nobene civilizacije, ki pride po Aleksandru, ki bi ga ne spoštovala. Hočete dokaz? Razmislite sami. Ali pred Aleksandrom III. Poznate kakega Aleksandra? Ne, tudi jaz ga ne. Nekaj kraljev je bilo, očitno, če bi on 3. po vrsti, imamo vsaj 2 pred njim s tem imenom. Pojma nimam, kdo sta bila. Njegova prednika, definitivno, kaj več pa ne vemo. Po njem je vsak je hotel biti Aleksander. Mi imamo Aleksandre celo papeže, imamo ruske carje, imamo kneze, imamo kar hočete. V zvezi s tem seveda še ena stvar. Gospod Vernik je prej lepo povedal, Filipa se ni smelo podcenjevati. Tudi ime Filip se prej ne pojavi, potem pa. Veste, koliko je Filipov, španski kralji, Habsburžani so bili, o tem smo se pogovarjali. En kup teh imen se potem pojavlja in zanimivo je, da ime Aleksander srečamo praktično v vseh jezikih, ki so nastali okrog tega, bomo rekli, ribnika, ki mu mi pravimo Sredozemlje. Aleksander, Aleksandro, Saša, Sandro, Iskander, Iskandar. V Perziji, pri Arabcih je to ime pomembno. Obstajajo legende, ki so bile zelo žive v srednjem veku. V srednjem veku so tako muslimani kot kristjani trdno verjeli, da je Aleksander ene vrste svetnik. Sicer je bil pred Kristusom, pred Mohamedom, ampak vendarle. Bil je nekaj izjemnega. In zanimivo je, bomo pokazal, ko bomo tako daleč prišli,
Aleksandra so verjeli, da je po smrti na svojem konju, ki je sicer umrl sicer že prej, ampak za legendo je to nepomembno, odjezdil v nebo. Tako kot pa približno Mohamed, ko se je v Jeruzalemu dvignil, gor k Allahu. Vsi verjamejo v to. V srednjeveški literaturi je ta legenda neštetokrat opisana in tudi upodobljena. Daleč proč od nas v Apuliji, v eni lepi cerkvi, imate čudovit mozaik Aleksandra na konju, kako se dviga v nebo. Torej, njegova legenda je tako močna, da je preživela vse. Preživela je propad Makedonije, ki je postala potem nekoč rimska provinca, propad rimskega cesarstva, bizantinskega cesarstva. Vsi so jo povzeli. Perzici, mislim seveda Perzice v srednjem veku, Arabci, Turki, Iskander je turško ime tudi, seveda kristjani. Torej, mislim, da ni človeka, ki bi seveda ne poznal Aleksandra pod tem ali onim imenom. Lahko rečemo mirno, da gre za nekega globalnega junaka, morda najbolj globalnega. Namreč v nobeni od teh kultur mi ne srečamo Aleksandra kot nekega negativca. Pa seveda, tako kot vsak človek, on pa še posebej je imel tudi temne plati. Zelo temne celo. In to je tisto, kar je seveda pomembno. Namreč to, da se bomo mi zdaj 6-krat, danes in še 5-krat pogovarjali o njem in pa njegovem času, je seveda zelo pomembno. Namreč težko bi našli človeka, ki je tako zelo navdihnil druge. Omenil sem Cezarja. Ne vem, če je kateri veliki osvajalec bil, ki seveda Aleksandra ni vsaj na tihem jemal za svojega vzornika. Uspešen je bil, mlad je bil, lep je bil. In vse to so seveda tisti elementi, ki iz nekoga lahko naredijo legendo. On je bil legenda za svoj čas in do danes je tako ostal. Samo pomislimo, koliko je bilo filmov, pa stripov, pa knjig, pa romanov, pa vsega tega o njem. Jaz vam bom skušal skozi teh 6 predavanj na nek način povedati, zakaj je tako. V čem je pravzaprav poanta? Da je ta mladi moški, namreč nekaj čez 30 smo rekli, je bil star, ko je umrl, tako zelo pomemben in je ostal seveda taka zgodba. Danes se bomo pogovarjali o njegovem očetu. Vsi vemo, da vsaka zgradba rabi svoj temelj. Temelj, in če Aleksandra vidimo kot tako zgradbo, potem je Filip njegov temelj. V zgodbi med očetom in sinom sta 2 zelo pomembni točki. Prva je seveda ta, da je Filip verjetno slutil, da njegov sin ni ravno neko vsakdanje otroče tam nekje na ulicah pele, in je seveda to sprejemal s ponosom, pa tudi seveda z malo ene, bomo rekli, zagrenjenosti. Nikakor ni hotel, da bi ljudje razmišljali, da je ta mladi fant seveda tisti veliki, bodoči in ki bo zasenčil očeta. Ampak, in to je ta druga stvar, se je to zgodilo. Namreč, če se je kaj Filipu ponesrečilo, je seveda to, da je imel takega sina. Namreč, blišč tega Aleksandra je tako velik, da Filip, ki je
recimo, daleč nadpovprečno uspešen vladar stoji v senci. Pa lahko naredimo, kar hočemo. Lahko pogledamo, kar hočemo v zvezi s Filipom. Precej stvari je za njim ostalo. Boste videli, zelo pomemben vladar je bil v vseh pogledih. Ampak, če boste videli, če boste gledali Wikipedijo, ali pa če boste gledali kakšno knjigo, kaj piše? Filip II. Makedonski, oče Aleksandra Velikega. Tako da ne bi bilo, Filip II. Makedonski čisto dovolj. Ker gre za seveda figuro, ki si zasluži eno samostojno obravnavo in danes je bo tukaj pri nas tudi deležen. Poglejte, pomembno je seveda nekaj. Pred nami je eno sorazmerno pomembno vprašanje. Namreč Makedonija. Ime Makedonija in seveda njen pomen. Imena so zelo pomembna. Glejte, jaz vam prej rekel, pred Filipom in pred Aleksandrom so gotovo bili drugi s tem imenom, ampak jih sploh ne poznamo. Filip II., torej moral se še en biti pred njim. Ne vemo kdo. Po njem je pa Filipov in Aleksandrov, kolikor hočete. Zelo podobno je tudi seveda z imenom Makedonija, ki je tako bleščeče, tako sijajno, da se še dan za njega pulijo. Pa seveda antične Makedonije že dolgo ni več. No, če smo že pri imenih, Filip je poleg tega veleslavnega sina imel še več otrok. Ena od njegovih hčera, sestra, Aleksandra Velikega, je nosila ime, ki ga tudi vsi poznate in ki ne bo nikoli izginilo. Ne sicer po njeni zaslugi, pač pa po zaslugi ene druge ženske. Kleopatra je bila. Prej nobene Kleopatre. Po njej pa seveda jih je bilo precej. In imamo še eno, Aleksandrovo sestro, o kateri ne vemo veliko. Je pa njeno ime seveda zanimivo zaradi tega, ker so po njej poimenovali mesto, ki še danes obstaja, ki ima približno 1,5 milijona ljudi, mi mu rečemo Solun, Grki Tesaloniki, po Tesaloniki, po hčerki Filipa Makedonskega. Pomemben dokaz za nekaj. Namreč Makedonija je bila dežela, čeprav zelo patriarhalna, pa vendarle tudi dežela, v kateri so ženske imele kaj zapovedati. Za razliko seveda od ostale Grčije. In seveda to ima izjemno pomembno vlogo. Mi bomo v našem zadnjem predavanju govorili o helenizmu, torej o času po Aleksandrovi smrti. In kaj bomo ugotovili? Da v tem obdobju te države, ki nastane iz Aleksandrovega imperija, v velikih primerih vodijo ženske. Nekaj, kar se recimo na tleh klasične Grčije, torej evropskega dela Grčije, nikoli ne zgodi. In tudi to, da je ena od Filipovih hčera Botra bila temu mestu, ki mu mi pravimo Solun, je seveda zelo pomembno dejstvo. Zdaj pa seveda se dotaknimo tistega vročega kostanja, Makedonije. Poglejte, tukaj jo imamo. Torej, tam, kjer piše Makedonija. In zdaj poglejte, kaj ta Makedonija obsega. Tu je seveda pokrajina, ki je danes skoraj v celoti del Grčije. In je tudi takrat bila. Grki, torej
Atenci, Špartanci, Korinčani, Tebanci in kar je še drugih, da ne naštevamo, so na te ljudi na severu gledali zviška. Odnos do Filipa nam je prej gospod Vernik lepo omenil. Pa vendarle so to Grki. Saj Grki sami v to verjamejo. Namreč, vi veste, a ne gotovo, da so stari Grki leta šteli od prve olimpijade naprej. To je bilo 776 pred Kristusom, pred našim štetjem. Zakaj vam to omenjam? Na prvi olimpijadi so sodelovali Makedonci in na olimpijadi so lahko sodelovali le Grki. Torej, odgovor je jasen. Jaz moram reči, da sem pred nekaj leti bil v današnji severni Makedoniji, naši Makedoniji, nekdanji, in tam so seveda na vsak način skušali pač reči, povedati, da so potomci teh Makedoncev iz časa Filipa in pa Aleksandra. Češ, da tisti Makedonci takrat niso bili Grki, so bili nekaj drugega. Morda. Imamo tudi nekaj zelo skromnih, ampak vendarle obstoječih virov, ki pravijo, da so Makedonci poleg grščine govorili tudi kak drug jezik. Morda. Možno celo. Lahko, da so več jezikov govorili. Ampak, če pogledate na ta zemljevid, kaj je severno od tega kjer piše Makedonija. Tam piše Trakija. Tam so živeli Tračani. Zelo pomembno antično ljudstvo. Smo reči, da sem letos spomladi ponovno bil v Bolgariji in sem videl te prečudovite stvari, ki so jih Tračani delali. V določenih pogledih so bili nad Grki, še posebej pri obdelavi zlata in dragih kovin splošno. Tudi čudovite freske so slikali, ampak pustimo Tračane za kdaj drugič. Torej, Makedonci morda pridejo tja, kjer je danes severna Makedonija. Recimo južni del tam nekje do Ohridskega jezera. Ampak to je seveda to. Antična Makedonija kot samostojna država, vemo, da se razteze tja do Indije, ne pa tam gor proti Skopju. Evo ste rekli, kako pa potem? Glejte, Balkan in recimo temu še marsikje drugje v Evropi je tako, ima eno težavo. Namreč, da se geografska imena pač seveda prilagajajo, spreminjajo, širijo. In ta Makedonija, kot jo mi poznamo danes, dobi seveda ime po bizantinski upravni enoti s tem imenom, ki je v neki meri pokrivala območje tega, recimo temu Vardarske Makedonije, medtem ko to, kar je bila antična Makedonija, je seveda najbolje poimenovati recimo Solunska Makedonija. In seveda prebivalci, ki danes tam živijo, Bog mi je priča, ni jim lahko, pri teh sosedih, ki jih imajo, so seveda potomci vsega, kar je tam čez šlo. Tako kot smo Slovenci. Tudi Slovenci lahko mirno stopimo na oder pa rečemo, mi smo potomci Rimljanov. Ker smo. Pa tudi smo potomci Keltov, pa Venetov, pa še kar hočete. Današnji državljani Severne Makedonije, tisti, ki se imajo za Makedonce, so tudi potomci neštetih narodov. Morda je kak gen res prišel iz te antične, samostojne makedonske države, več pa ne. In to je tisto, kar je seveda težava.
težava, ker pač seveda je tukaj, bom rekel, eno želja, drugo zgodovinska resnica. Morda se kdo sprašuje, zakaj sem vam to omenil. Preprosto zaradi tega, ker je treba povedati, ker bomo skozi govorili o Makedoniji, pa kako so se selili tja, pa levo, pa desno, da pa pravzaprav tu gor niso šli. Tam so bili Tračani in tam so bili Iliri. Filip se je z njimi spopadal, Aleksander se je z njimi spopadal, ampak tam pač Makedonci niso bili, niso rinili gor, morda so malo šli po Vardarju gor pa dol, to je bilo pa to. Tisti prostor jih ni zanimal. In to je tisto, kar je pri vsem skupaj zelo pomembno, ključno pravzaprav. Poglejte, simbol Makedonije, antične Makedonije, torej makedonskega kraljestva, Filipa II. In Aleksandra. Sonce. Zdaj, sonce seveda je simbol, ki ga srečamo v vseh kulturah, marsikje so ga častili kot boga. Za Makedonce je bil to osrednji simbol. Vi dobro veste, da so si ga tudi v nekdanji Jugoslovanski republiki vzeli za svoj simbol. Glejte, ne vem, priznam, da se v to nisem posebej spuščal, da bi gledal, kaj pravijo arheološke raziskave. Ampak arheološke raziskave na tleh današnje Grčije so popolnoma jasne. Filip II. Je, kar ga je ostalo do danes, tule not. Torej, to je neke vrste zlata skrinjica, Lamax se imenuje, in tu not so posmrtni ostanki Filipa II. In kaj vidimo gor na pokrovu? Sonce. To je pač simbol antične Makedonije. Očitno glavni simbol, ker je na tej skrinjici z Filipovimi posmrtnimi ostanki. To je moja fotografija izpred dobrega leta in pol, ko smo bili v teh krajih, ker je Filip okrog hodil, pa Aleksander seveda tudi. Ampak vrnimo se sem nazaj, k Filipu II. Ponavadi rečemo Filip Makedonski, kar je prav, Filipov je veliko, bilo po njem pomembnih, manj pomembnih. Dejstvo pa je, da je to ime seveda res popularno postalo po zaslugi tega gospoda. Tukaj imamo enega od portretov, sicer gre za rimsko delo, kopijo nekega starejšega kipa, grškega morda. Glejte, zelo zanimivo je to, že prvo kot prvo, ko smo pri upodobitvi, da mi starejših makedonskih kraljev nimamo upodobljenih. Na kakem kovancu že, ne pa v kipu. Torej je Filip že s tem seveda nekaj korakov naprej. In še nekaj seveda moramo povedati, kar je zelo pomembno. Torej, Filip je bil kralj. Bil je pripadnik dinastije, ki je že stoletja vladala Makedoniji in seveda njegovi potomci so potem še nekaj časa vladali. Aleksander, potem še eden od Filipovih sinov, potem bilo pa s to dinastijo konec. Na kratko se vrnemo k temu zemljevidu. Poglejte, mi smo se vsi učili, da je bila stara Grčija razdeljena na številne mestne državice, na polis, in polisi so seveda bile neke manjše, polis je ženskega spola, zato pravim bile, da so bile neke manjše tvorbe, ki jih je bilo menda čez 500. Verjetno, ampak to ni pomembno. Je pa zanimivo, seveda, da so v Grčiji,
klasični Grčiji, 4. stoletja in še prej 5. obstajale tudi večje teritorijalne dežele, recimo, vidite Makedonija, potem levo, tam ob obali pri Krfu je Epir, Tesalija, potem imamo pa Šparto in pa Kreto. Zanimivo je, da so te naštete države bile vse po vrsti monarhije. Torej se je oblast dedovala iz očeta na sina, oziroma najbližjega moškega sorodnika, ponavadi potomca. In to je tisto, kar je seveda izjemno pomembno, ker samo tako je lahko Filip prišel na oblast. Namreč Filip v neki demokratični, pa recimo demokratični v smislu tedanjega pojmovanja te besede, demokratični državi verjetno ne bi nikoli prišel na oblast. Zakaj ne? Zaradi tega, ker je bil preveč sposoben, preveč je molel ven. In mi vemo, ponavadi, hitro odsekaj tisto glavo, ko najbolj ven moli. In pri Filipu se gotovo tako zgodilo. Ampak se ni, ker je, hvala Bogu, se rodil v državi, kjer pač je bil odnos do oblasti nekoliko drugačen. Kot vidite, tukaj smo v času pred Kristusom, torej gredo številke od večje k manjši, je bil Filip star nekje 23 let, ko je zasedel prestol, torej mlad, ampak za tisti čas nič kaj premlad, in je potem seveda vladal naslednjih 26 let. Torej, vsekakor je bil, bom rekel, kar nekaj časa na prestolu. Zdaj, vi morate vedeti, da je bila življenjska doba v tistem času, povprečje, tam okrog 30 let. Torej, to, da je vladal tako dolgo, kot so nekateri živeli, danes bi seveda se ob tem malo namuzali, ampak ja, za svoj čas je bil Filip kar dolgo na zemlji, kar dolgo zemljo tlačil in seveda v tem dolgem obdobju je uspel res veliko narediti. Poglejte, ko se je Filip rodil, ni nikjer bilo zapisano, da bo kdaj postal kralj. Pravzaprav je bila verjetnost majhna. Namreč njegov oče je bil seveda kralj, ampak pred Filipom sta tu bila že dva sinova, starejša, in tako je Filip seveda lahko računal, da bo morda znotraj makedonske vojske si kako kariero ustvaril, ne pa več. Filip se je rodil v mestu Pela. Pela je mesto, vidite, v eni ravnici, blizu reke Vardar, nedaleč od točke, kjer se Vardar zlije v Egejsko morje. Mesto je grško, z značilnim grškim tlorisom v obliki ene mreže, večjimi in manjšimi hišami, svetišči. Od vsega skupaj ni ne vem kako veliko ostalo. Ne smemo biti presenečeni. Namreč, ko je konec Filipove dinastije, torej po smrti njegovih dveh sinov, je bila Pela opuščena. Glavno mesto je postal Solun, Tesaloniki, in je potem bil kot tak tudi pod Rimljani in Pela enostavno se malo pogreznala v ta močvirja in so kar pozabili na njo. Je pa to bilo lepo, sofisticirano mesto. Tukaj imamo sloviti Dionizov mozaik in ja, krasna stvar. Mozaik so Makedonci izumili, ne kdo drug, ampak ta mozaik je bil iz Prodnikov. Prodnik, kamenčki, ki jih je reka prinesla. Predstavljajte si, da je Vardar te kamne prinesel iz tega, kar je recimo današnja
naša Makedonija. In potem so jih zložili v ta čudovit mozaik. Morda samo kot opomba. Ker so bili Rimljani bolj praktični od Makedoncev in ker so verjetno rimske gospodinje rekle, da pač ne bojo kar naprej tisti prah med temi kamenčki čistili, so se odločili, da jih bojo zgladili, da so gladki. Ker je pač bolj praktično. Ampak to nič seveda ne, bomo rekli, odzame lepote tem mozaikom. Še več jih je, nekaj vas je bilo z mano, smo si šli to pogledati in je treba povedati, da je to čudovita umetnina. Torej, zanimivo je, da je Filip odraščal zelo, zelo tako porinjen v stran, je pa bil, to vemo iz skopih podatkov, ki jih imamo, predvsem so o njem pisali Grki, ne Makedonci. Mi moramo vedeti, da pri Makedoncih v tem času neka lepa umetnost ni bila glih na vrhuncu. Če so kaj napisali, so te bile bolj praktične stvari. Grki so se pa seveda zanimali za te prince, ki so vendarle vladali, to je treba povedati, največji državi na grških tleh. Nobena druga država ni bila tako velika. Sicer so bile mnoge druge močnejše, finančno, tudi vojaško, ampak Makedonija je bila vendarle velika. Torej mi vemo, da je Filip odraščal v vojski, med vojaki, da je bil super pretepač, močan, razborit, da je seveda marsikak vojak okusil trdoto njegovih pesti in obratno, torej že kot najstnik je bil prekaljen v spopadih. Morda ne toliko spopadih z orožjem, ampak dejstvo je, da seveda je tudi taka vzgoja vodila v neko, recimo temu, predstopnjo za vojaški poklic. Leta, kot vidite, 368 je bil umrljen kralj Aleksander II. To je bil Filipov starejši brat. Zdaj na prestol prišel še eden od Filipovih bratov, ki pa se je bal ta najmlajšega fanta v družini. Bal se ga je seveda iz zelo, zelo jasnih razlogov. Namreč, zakaj? Ja, zaradi tega, ker je kazalo, da bo Filip seveda zelo ognjevit, da ne bo kar tako sedel ob strani, pa se ukvarjal s kakimi, recimo, miroljubnimi posli. In zato je njegov brat, ki je seveda segel takrat po kroni, rekel, boljše, da se tega vročega kostanja znebimo, in ga je poslal v Tebe. Tukaj imamo srebrnik s podobo Aleksandra II. Kaj lahko vidimo? Če se spomnite prej tistih dveh doprstnih kipov Filipa in pa Aleksandra III., razlika je ogromna. Torej, kvaliteta tega kovanca je znatno slabša. Jaz vam bom kasneje pokazal tudi kovance s podobo Filipa II. Vidite, kako lepi so, taki, ko bili včeraj narejeni. Tukaj pa seveda imamo še neko, bomo rekli, starejšo obliko upodobitev, portret v profilu in pa konj, ki je bil tudi zelo priljubljen simbol Makedoncev. Poglejte, Tebe, te Tebe ne smemo menjati z tistimi v Egiptu. Namreč egiptovske Tebe so doble po teh ime. To, da so Filipa poslali v Tebe, je tako rekoč preroška zadeva. Namreč to je v bistvu tisto, kar ne bi smeli narediti, pa so. Zakaj? Razlog je zelo preprost. Tebe so bile tedaj vodilno mesto v Grčiji. Atene so bile v zatonu, Šparta je bila v zatonu,
Korint prav tako, da ne naštevamo naprej. In Filipa so poslali sem v to mesto, tukaj imate tako zelo romantično sliko Teb v 19. stoletju. Danes je to eno popolnoma neprivlačno mesto v pokrajini Beocija, severno od Aten, v bližini Delfov in pa kraja Hajroneja, o katerem bomo seveda veliko povedali. In kaj je seveda tukaj pomembno? Poglejte, Tebe so bile takrat hegemon v Grčiji. Bile so daleč najbolj razvito mesto, predvsem vojaško. Torej, vojaško so Tebanci sloveli kot izjemna sila. Torej, že davno so prekusili Špartance, ki so bili priznani kot seveda neka taka militaristična družba. Zdaj so Tebanci bili seveda vojaška sila. In kaj bi bilo seveda za Filipov razvoj boljšega, kot pa to, da je prišel ravno v Tebe, ker se je spoznal z modernimi tehnikami vojskovanja, ker je imel veliko prilike za trening in to povzroči dvoje. Prvič, se Filip res veliko nauči. Po drugi strani pa je seveda v mladem fantu zrasla neka zavist. Zavistni je bil Tebancem, da so imeli tako dobro vojsko, tako organizirano, tako uspešno konec koncev, ker so obvladovali vso Grčijo, južno, od seveda svoje države in posledično seveda Filip vse svoje življenje ni dal miru, dokler ni Tebancev premagal. Tu je, bom rekel, ena zadeva, ki je prav nenavadna. Zadnja bitka, v kateri je Filip sodeloval in recimo najslavnejša bitka sploh njegove dobe, je bitka pri Hajroneji, v kateri je Filip popolnoma izničil tebansko vojsko. Ko govorim popolnoma, je res popolnoma. Torej, nihče ni preživel. Zakaj vam pa jaz kažem sliko iz 19. stoletja? Imamo v Grčiji toliko arheoloških parkov. Glejte, kmalu po Filipovi smrti je to mesto doživelo obisk Aleksandra Velikega, ki je naredil s tem mestom točno to, kar je njegov oče s tebansko vojsko. Danes ne boste našli niti kamna na kamnu iz antike. Vemo, da je Filip vojsko podaril, njegov sin pa mesto. Podaril je vse razen svetišč, bogov se je bal in pa pustil je hišo enega zelo slavnega grškega pesnika, to je bil Pindar. Ampak niti tega ni danes nikjer več za videti. Torej, mi v zgodovini, mitologiji in še bi lahko naštevali primere, kako so bile Tebe pomembne. Danes jih ni več. Pika. Sploh ni več tega mesta, antičnega mesta. Sodobno mesto s tem imenom obstaja, ampak ni vredno, da bi se človek tam ustavil. Poglejte, ko gledamo tebansko hegemonijo, lahko vidimo tako po teh barvah, da je seveda bila Grčija že zelo daleč od tiste razdrobljenosti. Vidimo neke osnovne barve, torej Tesalijo, ki leži med Makedonijo na severu in pa Tebami na jugu, potem imamo zeleno Atiko, Atene z zaveznicami in pa potem na Peloponezu nekaj večjih tvorb, recimo Lakonija, to je špartanska država, pa potem Kreta, ampak Kreta je igrala svojo vlogo seveda v času 2000 pred Kristusom, času minojske kulture, potem pa nikoli več. Torej, približno tako je bilo stanje na severu večje države, ki so še čakale svoj čas, bolj gremo proti jugu, manjše so bile in v tem delu, pa recimo od Tesalije na jug, kjer lahko govorimo o pravi Grčiji, imamo še neke ostanke
polisov. Ampak tudi tu gre bolj, bom rekel, za neke take manjše teritorijalne države, ne pa mesta, kakršna so bila nekoč z okolico. Poglejte, Filip je živel v Tebah, ne ravno prostovoljno, rekli smo, da ga je brat poslal, in leta 359 njegov brat, vidite, Perdikas III, umre v boju z Iliri. Vemo, da je ta boj potekel nekje na teritoriju današnje Severne Makedonije. Iliri so namreč ves čas udirali po dolini Vardarja dol v Makedonijo, kar seveda nas ne sme presenetiti. Makedonija je bila predvsem bolj bogata, rodovitna zemlja je bila, trgovali so Makedonci s Tračani, z Atenci, z Epirci, z drugimi Grki. Ilirci pa nič od tega. Iliri, pardon. In jasno je, da so seveda bili malo zavistni, da so si želeli vseh teh dobrin in so kar naprej delali težave Makedoncem. Kralj Perdikas se je uprl temu, seveda poslal vojsko, se je pridružil in v bitki z Iliri umrl. Zdaj, kraljeva smrt je seveda pomenila, kaj? Ja, da je Filip zdaj kralj. Prišel je na prestol, ker sta njegova dva predhodnika umrla, oba nasilne smrti, spomnite se, Aleksander II. Umre umorjen, ta pade v boju in zdaj je seveda ta tretji po vrsti sin postal kralj. Mi vemo, da Filip to, hvala Bogu, zve preden da so zvedli Tebanci in uide. Ko je prišel domov, so ga seveda pozdravili kot novega kralja in s tem se je začela njegova vlada. Torej, ko govorimo o Ilirih, so ti pokrivali zelo, zelo veliko območje, od današnje Makedonije pa gor vse po Dalmaciji, Črni gori in pa Bosni. Tukaj lahko vidite ostanke ene ilirske trdnjave v današnji Bosni. Zakaj vam jo kažem? Zaradi tega Filip nikoli ni prišel do sem. Ampak rad bi, da veste, da Iliri niso bili kar tako tam, da so očitno imeli pojma, kako se kleše kamen in zloži skupaj v take krasne zidove. Na ta način so seveda gradili tudi po Grčiji, pa še kje druge. Na Apeninskem polotoku so recimo Etruščani bili v tistem času na vrhuncu. Torej, o Ilirih tukaj ne bomo veliko, bi pa rad povedal, ilustriral za to fotografijo, da imajo v njih Makedonci seveda neke, bomo rekli, pomembne nasprotnike, ki definitivno seveda niso kar tako za pomest. Torej, Makedonci so imeli recimo vredne nasprotnike v njih. Torej, Filip je zdaj seveda imel še eno nalogo, torej odstranil je nečaka. Zdaj, ta nečak je sicer bil sin prejšnjega kralja, ampak ni bil rojen v zakonu. Tu seveda bi na eno stvar opozoril. Za razliko od Grčije so bili zakoni Makedoncev zelo, zelo, danes bi rekli, orientalski. Torej, govorim seveda o zakonskem življenju, ne o zakonodaji. Sam Filip je seveda najlepši dokaz za to. Filip je imel 7 žena in to več naenkrat. Torej, teoretično seveda so bile enake, v praksi je bilo pa seveda pomembno, katera je bila tista, ki je rodila sina
naslednika. No, tukaj imamo seveda malo bolj zapleten primer, namreč gospa, ki je Perdikasu tretjemu sina rodila, ni bila niti njegova žena, pač pa ljubica. In na to se je Filip seveda naslonil, češ rekel, je to ni legitimen dedič, jaz pa sem. Ampak seveda Filip je zelo dobro vedel, da bodo vedno nezadovoljni ljudje, ki bodo skušali ga odstraniti in na prestol postaviti tega nečaka Amintasa. Vse veste, z otroci je problem, imamo otroške bolezni in Amintas pač si enkrat ne opomore več. Da je tukaj Filip pomagal, ni nobenega dvoma. Vsekakor so bili še bolj kruti vladari, bolj kruti prevzemi oblasti, torej tega ne moramo označiti kot prav nič posebnega. Torej Filip, tukaj imamo, vidite, njegov portret na kovancu, je zdaj postal kralj. Kot smo rekli, je bil star 23 let, vidimo, da je bil še brez brade, zelo zanimivo, pri 23 bi jo že lahko imel, in da je označen z lovorovim vencem. Lovorov venec je simbol olimpijade, ampak ne tiste v Olimpiji, pač pa v Delfih. Filip, jaz sem že rekel kot mladenič, da je bil precej tak razborit, se je dejansko sam osebno udeležil večjih takih iger, bile so v Atenah, bile so v Korintu, Delfi in seveda v Olimpiji, tudi večkrat zmagal. In na teh delfijskih igrah je dejansko zmagal, mislim, da v rokoborbi, in s tem dobi tudi ta venec. Lovor je sicer simbol bil boga Apolona, torej tega, ki so ga v Delfih tako častili. V Olimpiji so zmagovalci dobili venec iz oljke ali pa hrasta. Hrast je bil Zevsov pravzaprav simbol. Poglejte, zdaj pa tisto, kar je seveda prej gospod Vernik omenil. Torej, Filip reorganizira vojsko. Zavedal se je, da če želi zavladati Grčiji oziroma širšem prostoru na jugu Balkana, da rabi dobro izurjeno vojsko. Zdaj, mi bi rekli, kondicija makedonskih vojakov je bila čisto v redu. Bili so močni, zdravi, mišičasti, vse to, kar mora biti, vojak, da nosi neko opremo. Ampak Filip je seveda potem, ko je spoznal tebansko vojsko in glede na to, da je tam bival skoraj 9 let, lahko je imel dovolj časa za to, ugotovi, razmišlja, kaj bi seveda bilo tisto, kar pravzaprav bi lahko naredilo makedonske vojake boljše, bolj uspešne. In kot smo slišali, Filip pride na idejo in jih opremi z sulicami. Sulicami, kot smo slišali, tam okrog 6 metrov dolgimi sulicami. Zdaj morate vedeti, v tistem času so bili ljudje v povprečju manjši, kot smo mi. In najbrž je v tej makedonski vojski bilo kar precej vojakov, ki so bili za 1/4 sulice, torej 1,5 metra visoki. Zdaj, te sulice so, predstavljamo si, vzemite, če imate priliko, fižolovko, ki je 6 metrov dolga v roke, boste videli, kako je luštno z njo. Ni. Neroden si, ko ne vem kaj. In to ni nekaj, kar bi bilo seveda sprejemljivo v vojski. Zato je Filip tudi se odločil, da bodo ti vojaki v pehoti predvsem korakali v ravnih vrstah, tako vzporednih, kot seveda tudi, bomo rekli, navpičnih. In da bodo seveda, bom rekel, te sulice nosili tako,
da seveda ne bodo ovirali ne sebe in ne tistega, ki bi pred njimi bil in ki bi seveda bil za njimi. V napadu, kot bomo videli, so pa te sulice seveda bile še kako zelo zanimive. Tukaj lahko vidimo enega vojaka, gre za fresko iz Filipove grobnice v Vergini, to je tam precej blizu Pele, in vidite, da pravzaprav te sulice enostavno ni konec, ta vojak pač je zgleda kar visok fant, ampak v resnici sulica gre še ne vem kam gor. Kako so se s tem borili? Kako je ta sulica bila seveda lahko tako zelo uspešna? Glejte, Filip je to orožje dal tudi konjenici. Tukaj lahko vidimo konjenika z 2 sulicama, sicer nekoliko krajšima, ampak vendarle. Predstavljajte si, da je sulica seveda lahko smrtonosno orožje. Če je tisti, ki sulico vrže, močan, seveda gre sulica hitro in lahko predre tudi kak oklep. Zdaj pa predstavljajte veščega, močnega vojaka, ki je poleg tega še na konju. Konj dirja, uni jo vrže in tu se zdaj hitrost podvoji. Hitrost konja in hitrost seveda te sile, ki jo vojak povzroči, in to je skoraj tako, kot če bi že imeli eno brzostrelko ali pa nek lok, samostrel. Torej gre za seveda zelo, zelo pomembno novost. Namreč prej v konjenici sulic nimamo. In to je seveda nekaj, kar je zelo, zelo pomembno. Tukaj lahko vidimo makedonskega vojaka na konju, kako seveda napade nekega pešaka. Tudi ta freska je iz teh kraljevih grobnic, to je pa grobnica Filipovega sina, najmlajšega, to je bil potem Filip III. In prikazan je seveda makedonski vojak, kako napade perzijskega vojaka. Vidite, da je on temnejši. Kaj lahko opazimo? Da je ta vojak zelo lahko oblečen, torej nič kakih oklepov, nič takega, pač pa je absolutno zelo lahko oblečen, kar mu je seveda dajalo ogromno svobodo pri gibanju. Ampak glavni so seveda bili pa vojaki pehote. Tukaj lahko vidimo enega od njih, da če bi bila sulica pravilno naslikana, bila še mnogo daljša, tudi vidite, kako je bil oblečen v neke sandale, imel je neko tuniko, ki jo je pač poljubno zapenjal, odpenjal. Tukaj vidimo, da si je eno ramo in del prsi odkril, da je lažje metal. In to je seveda bilo zelo, zelo pomembno. Ampak sulica je bila še veliko bolj zanimiva zaradi nečesa drugega. Redki so seveda bili tisti, ki so imeli zaščitene noge. Noge so bile seveda zelo pomembne, ker če so ti noge poškodovali, nisi več mogel stati in se boriti. Te golenice ne bi Filipu pripadale, so iz njegove grobnice. In tukaj lahko zdaj vidimo, recimo, kako je ta vojska delovala. Torej, na sredini imamo težko pehoto. Potem imamo zadaj lahko pehoto in pa potem na strani lahko in pa težko konjenico. In tam lepo vidite, elita je bila težka konjenica. Torej, vojaki na konjih in v oklepi. Težki pešaki so bili seveda tudi delno v oklepih, narejenih iz brona in pa usnja. Glejte, z tako prenovljeno vojsko se je Filip seveda lotil različnih podvigov. Dejansko je njegova vlada, smo rekli čez 20 let dolga,
vlada ali pa zaporedje nenehnih vojaških spopadov. Mi ne bomo tukaj se seveda z temi bitkami posebej natančno ukvarjali, ampak vendarle. Torej, tukaj lahko vidimo različna plemena, še posebej Tračane, in pa seveda zraven ta svetlo-zelena barva, to so Grki, grške kolonije, in pa potem Makedonija v ozadju. Vidite, da seveda je Makedonija dejansko segala tukaj nekje do reke Strumice, ne pa naprej. To je seveda še čakalo za zasedbo. Tračani so ravno tako seveda bili izjemno vešči bojevanja. Najslavnejši antični bojevnik, Spartak, je bil Tračan in tudi kulturno so bili seveda na istem nivoju kot Makedonci. Tukaj imate fotografijo iz Kazanlaka, iz ene od grobnic in vidite, zelo meteljna, lepa dekoracija. Kaj hočem reči? Makedoncem ni manjkalo sosedov, ki so bili na enakem nivoju in pravzaprav enako sposobni, enako usposobljeni, da bi lahko postali zmagovalci. In zaradi tega je Filip seveda še kako dobro premislil, kako je treba oborožiti vojsko. In zdaj si predstavljate napad. Kaj se je zgodilo? Mi imamo pehoto, predstavljate si, vrsta in vrsta tudi naravnost. Ti vojaki se zdaj postavijo in spustijo te svoje 6-metrske sulice dol. Spustijo tako, da sulico naslonijo na rame tistega, ki je spredaj. Prva vrsta pač to ni mogla. In kaj zdaj? Lahko gredo v boj. Še veliko raje pa so videli, da je sovražnik jim prišel nasproti. Zdaj pa predstavljate, tudi če so te sulice držali recimo tako na polovici, so še zmerom pred sabo imeli 3 metre. 3 metre, ki so lahko odločali o življenju in smrti. Še posebej tistih v prvi pa drugi vrsti. Torej, tisti, ki so navalili, recimo pehota drugih držav, ki ni imela sulic, takih vsaj ne, se je nasadila kot na neke ježeve bodice. In to je seveda bilo za nasprotno vojsko slabo, za makedonsko so pa te sulice seveda pomenile, da so njihovi vojaki, njihova pehota, da je seveda veliko manj ranljiva kot pa nasprotnikova. Ker če si ti nasprotni vojak, se tudi ne boš z vso silo vrgel na tisti gost sulic, ker je jasno, da ne vživ prišel ven. Torej, če pridejo do tja, pa hočejo z meči Makedonce posekati, ni šlo. Ker pač niso zraven prišli. Torej, te sulice so imele tako napadalno, kot tudi obrambno funkcijo. In če je enota zdržala skupaj, da se ta red ni porušil, praktično imamo tega makedonskega ježa, ki je šel kot tank skozi seveda nasprotnikove enote, jih razbil, potem pa, če se spomnite tiste risbe prej, so seveda z strani konjeniki prišli. In Tračani so bili seveda tisti, ki so zelo hitro to spoznali. Prva vojna Filipa II. Je bila z Tesalijo. Tesalija je dežela, ki leži južno od Makedonije. Če si malo v glavi predstavljate, južna meja Makedonije je gora Olimp, ki je hkrati severna meja Tesalije. Tudi Tesalija je bila velika dežela, njena prestolnica je današnje mesto Larisa in Tesalija je bila vedno tako med kladivom in nakovalom. Makedonci severa, Tebanci z juga in Epir z zahoda. Na vzhodu je seveda bilo Egejsko morje. In Filip je seveda se zavedal, da če hoče priti bolj
na jug, je treba si Tesalijo podrediti. Tesalija je bila v enem takem ne ravno zavidljivem položaju, ker nekaj državljanskih vojn in Filip je to izkoristil. In seveda premagal Tesalce in jih ne sicer popolnoma podredil, pač pa seveda tudi iz njih naredil zaveznike, če hočete, vazale. Potem pa se je obrnil proti vzhodu. Poglejte, ta fotografija tam kaže kraj po imenu Amfipolis. Gospod Vernik ga je prej omenil kot tisto točko, kjer so seveda Atenci pridobivali dragocene kovine, iz katerih so kovali denar. Srebrnike, zlatnike in s tem plačevali vojsko in so šli seveda tudi trgovino. Tega se je Filip zavedal. Hkrati pa je reka Strumica, ki jo vidimo tukaj, bila najbolj vzhodna točka Filipove države, na ono stran je bila Trakija. In tukaj je Filip seveda imel dvojno računico. Najprej seveda je bilo treba obračunati z Atenci. Zakaj? Da bi dobil seveda te bogate rudnike in jasno proizvodno zlata in srebra in na drugi strani seveda, da bi Atencem mal grbo zgladil. Spomnite se, prej gospod Vernik bral, kako grdo so Atenci, govorili o Filipu, pa še nismo prišli do najhujšega. Demosten in njegove Filipke, vse to še pride. Po drugi strani pa seveda je bila prilika, da tudi Tračanom pokaže, kaj zna. Glejte, bitka pri Amfipolisu je bila hitro končana in Filip je na mestu, kjer je premagal Atence, dal postaviti ta spomenik, Amfipolijski lev. To, kar danes gledate, je kopija, ni original, več originalnega so Osmani pripeljali v Carigrad in je vmes na ladji potonil. Obama pa še enega, takega skoraj identičnega, ta stoji pa v Hajroneji, ta pa je se ohranil iz antike. Ampak do Hajroneje še pridemo. Torej, Filip je zdaj seveda pokazal Atencem, kdo je. Atenci so bili seveda besni, zmerjali Filipa še naprej, ampak zdaj Filip, kot smo slišali prej, zares lahko prišel otovorjen z zlatom in srebrom, ker ga je imel, prej ga ni imel. Torej Filip je zdaj dobil zelo, zelo fajn vir za plačevanje svojih vojakov. Vojska seveda ni bila neka volunterska stvar, vojaki niso živeli od zraka, treba je bilo jesti, treba je bilo vzdrževati žene in otroke in skrbeti za opremo in zato so vojaki seveda rabili plačo. In zdaj je seveda bilo dovolj denarja, da je ta plača bila redna, kar je pomenilo, da so seveda vojaki bili zadovoljni. Torej boriti se pod poveljnikom, ki redno plačuje vojake, to je bilo vedno fajn stvar, pod pogojem, da se preživo seveda. Glejte, in tukaj seveda zdaj lahko vidimo to območje Makedonije po Amfipolisu. Torej, Amfipolis leži v desno od tega polotoka Halkidike in lahko vidimo, kako se je meja čez reko Strumico v Trakijo premaknila. Če pogledamo severno mejo, lahko vidite, da dejansko poteka tam, kjer je danes meja med Severno Makedonijo in pa Grčijo in potem gre skozi te gore proti zahodu in tukaj na jugu, vidite Mount Olympus piše, tam je meja z Tesalijo. Torej, kaj je Filip naredil s to zmago pri Amfipolisu? Predvsem se je seveda podredil tudi številna grška mesta, tukaj na polotoku Halkidika, vidite te 3 prste, ki ven molijo. Na Halkidiki je bilo ogromno grških polis, ki so seveda zdaj postala del kraljevine Makedonije.
In to je bilo seveda za Filipa zelo pomembno, ker je s tem pridobil številne obrtnike, številne tudi učenjake, konec koncev, trgovce. Namreč Makedonija je bila bolj kmetijska dežela. Povprečen Makedonec je bil kmet. Nekih hudo velikih mest ni bilo, zdaj pa seveda pridejo zraven tudi meščani. In Filip je to znal še kako dobro izkoristiti. Poglejte, verjetno je nekje v tem času tudi nastala ta paradna oprema, ki so jo našli v Filipovem grobu. Narejena je zlata in pa brona in ugotovili so znanstveniki, da je to zlato dejansko prišlo iz Amfipolisa. Torej, da so ga izkopali tam, ker pač, vi veste, vsaka ruda sestavljena iz različnih elementov in primesi, ki so se nahajale v Amfipolisu, so seveda tudi v teh krasnih predmetih, ki jih je Filip potem sabo v grob vzel. Seveda je pomembno, da se vprašamo na tej točki, kdo nam je pravzaprav govoril o Filipu, kdo je o njem poročal. To je bil atenski državnik Atehines, ki je bil na eni strani sicer nasprotnik Filipa, ga pa tudi potihem občudoval. Za razliko od drugega velikega Atenca tistega časa, to je bil pa Demosten, ki je pa Filipa sovražil, tako da bi ga težko bolj. To njuno sovraštvo je naravnost legendarno postalo. Poglejte, vidimo, kakva je bila Makedonija, ko je Filip zavladal in kakva je bila seveda potem, ko je Filip umrl. Dejansko je za 3-krat povečal. Makedonija še zmerom ni bila ne vem kako velika, ampak če štejemo vse zavezniške dežele, je pa jim bila seveda daleč najbolj vplivna. Torej zdaj je Filip seveda že vodil državo, ki je bila tudi ekonomsko najmočnejša, kar recimo prej ni bila. Torej Filip je rabil 6 let, da je naredil Makedonijo za prvo državo v Grčiji, kar je sorazmerno kratek čas. Zdaj, nekateri bi rekli, da je imel srečo, drugi seveda, da je bil izredno sposoben, jaz bi rekel kombinacija obojega. Je pa res seveda, da je bil Filip ves čas na konju. Pravzaprav komaj kaj je bil doma in zato je za svoj čas in za število žena, ki jih je imel tudi sorazmerno malo otrok. Mislim, da vsega skupaj njih 10. Ja, se bo kdo nasmehnil, ampak če imaš 7 žensk pa 10 otrok, potem to res ni nekaj posebej velikega. Še posebej, če mislimo na umrljivost otrok v tistem času. Poglejte, zdaj je Filip seveda čakal na nek povod. Povod, da bo lahko korakal na jug. Predvsem nad Tebe. Tebe so bile seveda, kot sem rekel, hegemon v Grčiji. Grkov ni kaj dosti zanimalo, kaj Filip počne v Makedoniji in se niti niso zavedali, kako močan je postal. V tem času se zgodi ena zadeva, ki je seveda dejansko vodila v Filipovo posredovanje. Glejte, v srednji Grčiji je obstajala zveza držav, ki se je imenovala Amfiktionija. Tukaj imamo kamen z napisom, ki govori o tej zvezi, o pravilih te zveze. To je bila zveza majhnih polis, torej majhnih državic in namen te Amfiktionije je bil samo eden. Namreč varovati sveto mesto Delfe. Delfe so bili državica, tudi teokratska, bi rekli, vodili so jo Apolonovi duhovniki, ampak ta država ni imela vojske, torej se sama ni branila.
Bilo je pa treba braniti, napad na Amfiktionijo in seveda zraven na Delfe je bil svetoskrunstvo. A je bila taka ureditev pametna ali ne? Na koncu seveda ne. Zakaj? Mi vemo, da so Delfi od pradavnine naprej seveda bili preročišča. Da so atenske države, grške države, uspešno seveda pošiljale razna vprašanja v Delfe, dobivale odgovore in potem večkrat zelo hvaležno seveda poslale kake darove. Okay? In Delfi so bili bogati. Bajno bogati. Veliko preveč bogati za državo, ki ni imela vojske. Predstavljajte si recimo, da Švica ne bi imela vojske. Bi najbrž ne bila to, kar danes je. No, pri Delfih imamo pa neko zvezo, ki jih varuje. Poglejte, v tem času pa se zgodi tisto, kar se doslej ni zgodilo. Nihče doslej ni napadel Delfe, ne Atenci, ne Špartanci, ne Tebanci, nihče. Potem pa to seveda storijo Fokajci. Torej, Fokajska liga, spet zveza nekih manjših mest, napade Delfe in jih izropa. To je bilo svetoskrunstvo, Amfiktionija bi morala uklepati, še bolj pa bi seveda morala uklepati Tebe kot glavna sila v Grčiji, tudi Atene in vse to seveda bi moralo zadostovati. Pa ni. Dejansko se zdaj začne eno obdobje, ki mu mi pravimo obdobje svetih vojn. Namreč šlo je za to, da se kaznuje Fokajce, ki so jasno prekršili vsa pravila in se dotaknili tistega, česar se ne bi smeli. Filip je to seveda jasno spoznal in se postavil seveda v prvo vrsto. Rekel je, mi Makedonci seveda bomo zdaj kaznovali te grešne Fokajce, ker so se dotaknili Božjega zlata. Torej, ker so se dotaknili Delfov, ki so bili enostavno posvečeno mesto, kamor sploh z orožjem nisi smel priti. Da bi Fokajci seveda vendarle imeli neko prednost, so se odločili, da bojo prvi napadli. Zakuhali so vojno in so napadli Tesalijo. Torej, to je današnja Tesalija, ki pa leži seveda tam, kjer je tudi antična. Filip je premagal Fokajce, torej vdrl je čez Tesalijo, jih premagal in seveda razrušil številna mesta. S tem pa vojne še ni bilo konec. Zakaj ne? Zato, ker so Grki, še posebej Tebanci, smatrali, da je Filip šel predaleč in da se pravzaprav tika v zadeve, ki se ga ne tičejo. In ta vojna, ta sveta vojna, traja še potem 10 let in se potem konča v tisti sloviti bitki pri Hajroneji, ki sem jo že večkrat omenil. Glejte, dejstvo, da se Tesalija sama ni mogla obraniti Fokajcev, da je moral priti na pomoč Filip in da je Filip bil uspešen, pripelje do tega, da si Filip lahko priključi Tesalijo. Ne sicer dobesedno, ampak Tesalci so ga izvolili za svojega vladarja. Imenovali so ga za arhonta. To je en izraz, ki si ga lahko različno razlagamo, ampak v tem času je že pomenil to, kar bi mi rekli danes knez, princ. Torej, Filip je postal vladar Tesalije. Ne, da bi na papirju jo priključil svoji deželi, pač pa šlo je za, kot temu rečemo strokovnim izrazom, personalno unijo. Torej, Makedonija in Tesalija sta dve samostojni državi, imata pa istega vladarja. Recimo tako kot pa Velika Britanija pa Kanada, imata skupnega vladarja. Poglejte, zdaj vam skozi kažem Filipa v kovancih. Poglejte, kako so lepi. To so vendarle kovanci, ki so stari 2400 let.
In tako zlatniki kot srebrniki, kot je ta, vidite, kako so dodelani. Kaj to pomeni? Spomnimo se tistih prvih. Pomeni seveda, da je Filip imel ob sebi zdaj rokodelce, v glavnem iz teh grških mest, ki jih je zasedel, ki so seveda bili mnogo bolj kvalitetni kot pa njegovi makedonski. In to se na denarju pozna. Ne le, da je seveda denar kakovostnejši, kar se tiče vsebine dragih kovin, pač pa je tudi Filip vedno lepši, torej vedno bolj lepo izdelan, če smem tako reči. Poglejte, sledi še ena bitka pri Termopilah. Termopile, termalna voda, še danes teče tam. To ni tista bitka, ki je bila približno 150 let prej, ko so Perzijci vdrli v Grčijo, ampak tukaj še vedno seveda je pomembno bojišče in Filip tukaj premaga Tebance. Ne sicer seveda še dokončno, pri tem zasede tudi mesto Olint na severu, zadnje atensko oporišče v tem delu Grčije. Poglejte, zdaj so se nekateri Grki tudi zavedali, da bi bilo dobro narediti nekaj v smeri k miru. Filip je bil močan in recimo špartanski kralj Arhidamos III. Je nekako rekel dovolj je in je začel z mirovnimi pogajanji, kot nek posrednik med Atenami in pa Filipom II. Uspel za nekaj časa in to je seveda omogočilo Filipu, da se je še ukrepil. Po drugi strani pa Atenci seveda razen tega, da so z jezikom opletali, niso storili nič kaj takega. Bodi toliko za danes, naslednji teden nadaljujemo s tem, kako je pravzaprav postopoma Filip seveda v to zgodbo vključeval svojega sina Aleksandra, ki je vendarle bil tu pri očetu deležen tiste glavne vzgoje. Pustimo Aristotela, tudi tega bomo omenili, ampak glavno je seveda ta življenjska šola, ki jo pa Filip seveda da Aleksandru. O tem bomo pa naslednjič govorili.